Dober večer vsem, lahko začnemo. Buonasera a tutti. Torej, dobrodošli na drugem srečanju iz niza kulturnih dialogov Izjeme eccezioni, ki ga prireja Vikra, vokalna skupina Glasbene Matice. Buonasera e un caloroso benvenuto a tutti. Vi ringraziamo molto per la vostra preziosa presenza al secondo incontro, cioè il secondo dialogo culturale organizzato dal gruppo vocale della Glasbena Matica Vikra. Prav lep pozdrav tudi vsem tistim, ki nam sledite na Facebooku. Vem, da vas je veliko, tako da hvala lepa. Un caloroso saluto anche a tutti quelli che ci seguono su Facebook, so che siete molti, quindi grazie mille. L'incontro di oggi si terrà in lingua slovena, quindi d'ora in poi parlerò soltanto in sloveno, mi dispiace. Današnji dogodek poteka v slovenščini, tako da bo od zdaj naprej torej predavanje teklo le v tem jeziku. Torej, najprej, kaj ste poslušali? Poslušali ste Gazele, 7 orkestrskih pesnitev Lucijana Marije Škarjanca, izvaja orkester RTV Slovenije in dirigent je bil Marko Munih. Upam, da bo ta skladba prav prijetno uglasila današnji večer. Tako, po zelo uspešnem prvem srečanju po zelo uspešnem prvem srečanju Dotiki in odmiki na zahodu slovenstva, torej incontri e scontri sul confine orientale, torej srečanje je potekalo v italijanskem jeziku, torej se vam res zahvaljujemo za odlične odzive in se priporočamo, da si posnetek znova ogledate na YouTubu. Torej, še ena krajša informacija, torej poudarjamo in seveda ponosno lahko tudi na glas povemo, da je umetniški vodja torej projekta Izjeme eccezioni, dirigentka vokalne skupine Glasbene Matice Petra Grassi. Torej, danes je z nami profesor Miran Košuta. Profesor Košuta, hvala, da ste sprejeli naše vabilo. Mislim, da imate izklopljen mikrofon. Evo, me slišite zdaj? Ja. Dobro, odlično. Potem hvala vam. Ester, zboru Vikra, kot rečeno, maestri Petri Grassi, Glasbeni Matici in seveda vsem današnjim sledilcem ob računalniških ekranih za pozornost, za gostoljubje v tem dragocenem ciklusu predavanj, ki nosi res pravšnji naslov Izjeme eccezioni. Hvala lepa. Torej, zelo na kratko, ker je potem tema zelo obširna, torej zelo na kratko predstavimo današnjega gosta. Torej, profesor Košuta je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1998 pa je postal profesor slovenske književnosti na Univerzi La Sapienza v Rimu. Miran Košuta je torej danes izredni profesor slovenskega jezika in slovenske književnosti na oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu in seveda je danes tu z nami, torej povabili smo ga, ker je oktobra 2020 išlo njegovo zadnje delo in sicer italijanski prevod Prešernovih poezij. Torej, današnji dialog bi jaz začela v bistvu s citatom, ki se mi zdi zelo pomembna iztočnica. V članku Sodoben je danes in bo sodoben jutri v slovenskem časopisu Delo sem 3. decembra 2020 prebrala prav zanimivo misel, ki jo je izrazil pesnik, libretist, scenarist, literarni zgodovinar Kozma Ahačić. Citiram:
bistveno se mi zdi, da ne pozabimo, da je bil Prešeren preprosto dober pesnik. Ni pomemben zgolj kot lik in mit, ki ga danes povezujemo tudi s slovenskim jezikom in književnostjo. Kot dober pesnik lahko še danes oplemeniti naše življenje, še danes lahko čudimo genialnosti njegove spojitve vsebine in jezikovnega zvena. Kot simbol pa nas opozarja na nekaj, kar prej pogosto pozabljamo. Poezija lahko spreminja svet, ker spreminja najgloblje v nas, ker nam jasni temno noč, ki tare duha. Kdor poezije ne bere, zamuja pomembne življenjske priložnosti. Torej, najbolj me je presenetila in seveda tudi pritegnila prva poved. Bistveno se mi zdi, da ne pozabimo, da je bil Prešeren preprosto dober pesnik. Kdo je bil in kdo je Prešeren in zakaj včasih pozabimo, da ni samo lik in mit, ampak tudi oziroma predvsem pesnik. Ja, zadeli ste, kot se temu pravi, žebljico na glavico. Kajti prej kot mit, simbol, ikona je Prešeren bil in je še danes, in tu seveda popolnoma pritrjujem mnenju kolege Kozme Ahačiča in še marsikoga, dober pesnik, točneje genialen, izjemen pesnik, ki zato upravičeno sodi pač v ciklus predavanj z enakim naslovom Izjeme. Prešeren je namreč bil prva velika izjema v slovenski književnosti. Če je bil Trubar njen Ptolemej, njen začetnik, ker je utemeljil nekakšen geocentrični sistem, v katerem je literatura krožila okrog zemlje, človeka, vere, jezika, naroda, je bil Prešeren pač njen Kopernik, prvi, ki je zrevolucioniral takšno dotedanje leposlovno vesolje, gledanje in utemeljil nov, lahko bi ga poimenovali heliocentrični sistem, v katerem človek, vera, jezik, narod krožijo obratno okrog sonca literature. Samo pomislimo, preden se je ta izjemni romantik vpisal s svojim žitjem in bitjem med letoma 1800 in 1849 v zgodovino slovenske kulture, je slovenska književnost poznala dejansko samo 3 stoletja pretežno sakralnega, cerkvenega, pozneje še vzgojnega, razsvetljenskega, didaktičnega pisanja, vsekakor literarnega ustvarjanja, ki je bilo paradoksalno pač v službi ne literature. Prešeren pa je prvi konstituiral slovensko poezijo kot poezijo, literaturo kot literaturo in dosodil estetsko funkcijo, umetniško dostojanstvo in jo je s svojimi verzi tudi na mah posodobil in povesoljil. Šele od Prešerna dalje lahko tudi Slovenci, po mojem, občutimo tisti plezir de tekst, kot bi ga lahko poimenoval Roland Barthes, se pravi ugodje, estetski užitek ob leposlovnem besedilu. Dela, kot so Sonetni venec iz leta 1833, prvi ohranjeni svetovni primer umetniške rabe te oblike, ali pa Krst pri Savici iz leta 1835, prva slovenska epsko-lirska pesnitev, ali pa še dalje Zdravljica iz leta 1844, sedanja državna himna Republike Slovenije vseh Slovencev, pa zbirka seveda poezije, ki je izšla že decembra 1846, vendar z letnico 1847. No, ta dela so z umetniškimi verzalkami vgravirala Prešerna v slovenski narodni in kulturni DNK, pa tudi seveda v vesoljno zakladnico evropske in svetovne literature. Te ahistorične veljave Prešernove umetnosti se je mogoče med prvimi ovedel Josip Stritar, ki je definicijsko morda najbolje sežel Prešernovo vsesplošno in vselejšnjo bisernost, ko je pospremil leta
1866 nabral skopot njegove poezije v zbirki Klasje z besedami, upam, da se jih bom pravilno spomnil, no, kar je za Angleže Shakespeare, za Italijane Dante, za Nemce Goethe, za Ruse Puškin, za Poljake Mickiewicz, to je za Slovence Prešeren. Hvala lepa za izčrpen odgovor. Torej, v bistvu tako je, ne? Včasih dejansko mogoče pozabimo prav na estetski užitek, kot ste vi omenili ob Prešernovih verzih. Torej, Prešerna navsezadnje vsi spoznavamo v šoli, ne? In navadno tisto znanje vlečemo naprej skozi vse življenje. Torej, mogoče mislimo, da ga že zelo dobro poznamo, ker ga verjetno tudi mitiziramo, a ne? Vendar ni tako. Zato vam postavim naslednji dve vprašanji. Zakaj je bil Prešeren inovativen, čeprav ste se delno tega že dotaknili, lahko pa gremo v specifiko. Kateri so pa tisti podatki o njegovem pesništvu in pesnjenju, ki jih pogosto zanemarjamo ali jih v šolskih klopeh sploh ne odkrivamo? Ja, torej, Prešeren je bil inovativen zaradi najmanj 4 bistvenih inovacij, ki jih je prispeval slovenski književnosti in kulturi. Jezikovne inovacije, oblikovne, tematske in estetske inovacije. Recimo jezikovna inovacija. Prešernova lirika je posredno, tudi neposredno prek nekaterih pesmi specifično filološke tematike, recimo Nova pisarija ali pa Črkarska pravda, apel, podobo na ogled postavi, podprla, utrdila, dokončno uveljavila tiste jezikovne poglede, ki jih je Matija Čop obelodanil leta 1833 v znani razpravi Zlovenišar ABC Krik. S svojim artistično zahtevnim ustvarjanjem se je namreč Prešeren postavil po robu tedaj prevladujočemu jezikovnemu avtarkizmu in tudi kulturnemu panslovanstvu Jerneja Kopitarja in jasno izpričal nujnost, voljo, naj bo slovenščina samostojen, vsestransko razvit, ambiciozen, zato pa umetniško in znanstveno prikladen jezik. Potem je tu seveda oblikovna inovacija, drug Prešernov bistveni doprinos slovenski literaturi. To inovacijo je predmetila njegova uporaba romanskih pesniških oblik, ki jih slovensko pesništvo dotlej ni poznalo. Sonet, sonetni venec, romanca, gazela, stanca, tercina se prvič pojavijo v nacionalni liriki šele s Prešernom. Ob mentorskem vplivu Matije Čopa in ob spodbudah nemške romantike, jenske šole, posebej seveda teorij bratov Augusta Wilhelma in Friedricha Schlegla, ki je v monografiji Geschichte der alten und neuen Literatur izrazil tisto zanimivo misel, da je učena, visoka, zahtevna poezija izpričana zlasti prek italijanskih renesančnih oblik, glavni pokazatelj kulturne ravni nekega naroda, je Prešeren stvarno upesnil tovrstno teorijo artizma in tako na mah presegel tradicionalno slovensko literarno zamudništvo in tudi slovensko književnost popeljal v Evropo in svet. Potem je tu seveda še tematska inovacija. Slovenska poezija in literatura sta se ob Prešernu obogatili še najprej s prvim tematskim doprinosom, ki ga je predstavljala ubeseditev teme ljubezni. To je bilo za tiste čase naravnost prevratno, spotikljivo, pionirsko delo. In seveda ta tema do Prešerna skoraj da ni bila ubesedena. Prešeren pa je prvi ustoličil ljubezen kot
polnokrvno umetniško temo slovenske književnosti, ker je izpovedal tako rekoč sleherno nianso njenega emocionalnega spektruma. In nič manj nova in pomembna ni niti njegova tematizacija domoljubja, slovenstva, patriotskih nazorov, čustvovanj. Če je bilo denimo Vodnikovo pojmovanje domovine še razsvetljensko, pragmatično, utilitaristično, spomnimo se tistih vezov iz Dramila, slovenstvo je zemlja, je zdrava in pridnim nje lega najprava in tako naprej. Je pa Prešernova ljubezen do slovenstva že moderno romantična, totalna, mitsko čustvena, etnocentrična, pa čeprav nikdar nacionalistična. Literarno ubesedenje te nacionalne teme je spodbudila predvsem pesnikova domoljubna vnema, hkrati pa je bil ta Prešernov lirski patriotizem mnogokdaj tudi polemični odziv na izkrivljene poglede avtorjevih sodobnikov o jezikovni in narodni usodi Slovencev. Z tega vidika je pomemben zlasti Prešernov odločni upor Vrazovemu ilirizmu in Kolarjevemu panslavizmu. In tu je še estetska inovacija, kot sem prej rekel, je Prešeren prvi pesnik, ki je slovensko književnost izpregel tako iz cerkvenega, kakor iz razsvetljensko-prosvetljevalnega, didaktičnega jarma. Osvobodil jo je v pravem estetskem pomenu besede, ker je s svojimi verzi proglasil to Jakobsonovo poetično funkcijo za primarno funkcijo literature. S Prešernom se torej slovenska poezija končno konstituira kot poezija, kot gola verzna umetnost. Ni več potrebno, da vzgaja, da izobražuje, da sprevrača, da versko tolaži, da svari, bodri. No, v tem pogledu je bil torej premik epohalen, ker se šele s Prešernom rodi pravo, sekularizirano, zgolj sebi zapisano slovensko leposlovje. Vprašali ste me tudi o tem, recimo, katere aspekte njegove poezije pogosto zanemarjamo in jih recimo v šoli ali pa v učbenikih ponavadi ne poudarjamo. No, če odgovorim, kar nekaj je teh aspektov, vendar so seveda v primerjavi s šolsko obravnavanim in poudarjenim z večine postranski, obrobni. V šoli recimo praviloma ne obravnavamo tako imenovanega kosmatega Prešerna, se pravi njegovih humornih, ljudsko sproščenih, kvantaških stihov, spotikljive, erotične ali že kar pornografske vsebine, ki jih je pisal še zlasti v svojem zadnjem kranjskem obdobju. Denimo, za vzorec, ne maram za Kranjca, je hladne krvi, imam rajši Italijana, ker bolj mu stoji. Vendar je mnogo tovrstnega in še bolj obscenega gradiva, apokrifnega, verjetno tudi ti verzi, ki sem jih pravkar citiral, so apokrifni, se pravi Prešernu podtaknjeni, kot ugotavlja Miran Hladnik v zanimivem sestavku Apokrifni Prešeren. Potem v šoli tudi ne poudarjamo podatka, ravno zelo ponosno, tega podatka, da se je Prešeren poskušal samomoriti. Po Janezu Trdini kar večkrat, izpričano pa vsaj enkrat, julija 1848 v kuhinji gostilne pri Stari pošti v Kranju, ko so ga obešenca le za las iztrgali smrti. In v šoli tudi redko obravnavamo humorne parodije Prešernovih pesmi, od Ivana Roba do današnjih repov ali pa sonetov, kot je denimo parodirani sonet Vrba, o trda
sočna, draga ti klobasa, ki v hiši mojega stojiš črevesa, da bika želja med otacga teka speljala ne bila golfiva krača. Razlogi seveda za tovrsten šolski ostrakizem so različni, ne? Sram, domnevna pohujšljivost, nevzgojnost erotičnih verzov, tudi nevarnost mladinske emulacije ob samomoru, ki je, kot vemo, ena najhujših ran slovenske družbe, smešenje, navidezno rušenje nacionalnega mita ob takšnih parodijah, kakršna je tale, ki sem jo zdajle citiral, ki pa so, tako nasprotno ugotavlja Marko Juvan v zanimivi knjigi Imaginarij krsta pri Savici, dokaz vitalnosti, živosti Prešernove umetnosti. Torej, za odkrivanje Prešernovega življenja bi pravzaprav in pesnjenja seveda bi pravzaprav potrebovali 2 življenji, a ne? Tako. Hvala lepa. Hvala lepa za odgovor. Torej, po zaključku tega prvega tematskega sklopa si lahko privoščimo krajši glasbeni oddih, tako da če je režiserka pripravljena, lahko prisluhnemo. Kaj pa je tebe treba bilo?
Verjetno je marsikdo prepoznal pesem, ne? To je bila Nezakonska mati, Franceta Prešerna seveda, samospev za sopran in klavir, Frana Serafina Vilharja, slovenskega skladatelja, pianista, organista in dirigenta. Naj povemo, ne, da je bila Vilharjeva glasbena misel, torej res mešanica torej romantičnih in novoromantičnih idej in silnic. Tako, naj še povem, da je to darilo za današnji dogodek. V Galusovi dvorani Glasbene matice v Trstu sta seveda skladbo posneli sopranistka Martina Burger iz Ljubljane in dirigentka ter pianistka Petra Grassi. Obe poučujeta na Glasbeni matici v Trstu. Tako da hvala lepa Petra, hvala lepa Martina, res čudovito. Hvala. Jaz bi prebrala še obenem prevod profesorja Mirana Košute, seveda pesmi Nezakonska mati. Madre illegittima. Ma che bisogno ebbi di te, bimbo bello, dolce bebè? Io madre giovane, fanciulletta ancor nubile? Botte, bestemmie dal papà pianse mia madre. Chi ti vorrà? Ebbero i miei vergogna di me, altri puntarono l'indice. Lui che fu l'unico che amai, lui che per vero padre hai, solo Dio sa dove scappò dopo che entrambi ripudiò. Ma che bisogno ebbi di te, bimbo bello, dolce bebè? Fossi voluto oppure no, mai l'amore ti negherò. Sembra aprirsi il cielo lassù, quando rimiro gli occhi tuoi blu. Quando ridi con graziosità, ciò che ho patito, scordato è di già. Lui che agli uccelli la vita dà, doni ai tuoi giorni felicità. Fossi voluto oppure no, mai il mio amore ti negherò. Tako, torej, slišali smo petje, slišali smo glasbo, prevod. In zaradi tega tudi ostanemo torej pri glasbi, predvsem ker ste tudi vi glasbenik, saj ste diplomirali iz klarineta. Zato so mogoče naslednja vprašanja skoraj predvidljiva, ne? Je Prešeren muzikaličen, oziroma kateri so slogovni elementi, figure in tropi, ki so najbolj zanimivi torej za morebitno uglasbitev. In obenem, če bi bila mogoče katera izmed pesmi primerna za zborovsko skladbo. Kup vprašanj, ampak najprej naj čestitam seveda Martini Burger, Petri Grassi in seveda tudi vam za interpretacijo Nezakonske matere. Kot smo slišali iz vašega izvajanja in seveda tudi iz glasbe, je Prešeren zelo muzikalen pesnik, predvsem po zaslugi ritmike in metrike, na katerih temelji njegova glasba besed, zven, muzikaličnost njegove poezije. No, in ob njenem prevajanju v italijanščino sem se tega močno povedal tudi sam in tako sem si najprej belil glavo z vprašanjem, ali prestaviti poleg pomenske, semantične, kar se da zvesto, tudi to glasovno, metrično, rimično podobo izvirnika. Že Eugenio Montale je namreč poduhovičil, da so v italijanščini rime dolgočasnejše od Vincencijevih sester in da se jih vsak pošten pesnik izogiba. Italijanska poezija ljubi bolj asonanco od rime. Kljub temu sem se pa odločil, da poskusim poustvariti tudi v ciljnem jeziku prevoda oboje. Tako novakovski zven,
kot pomen izvirnika. Zdi se mi namreč, da sta pri klasiku, kot je Prešeren, oblika in vsebina tako tesno prepojeni, tako zliti v umetniško enost, da ju preprosto ni mogoče razdružiti. Franz Husu, ki se je daleč pred mano srečal s podobnimi kleči, je nekoč posrečeno izjavil, da bi bil denimo nerimani prevod krsta pri Savici podoben klasični simfoniji v glasbeni, v džezovskem slogu. No, in od tod torej odločitev, da poskusim poustvariti tudi v ciljnem jeziku italijanščini rimično, fonično, ritmično, metrično zvočnost izvirnika. Potem je bilo treba rešiti tudi še kopico sprotnih, stvarnih, prevodnih, glasbenih klečev, ne. O tem bomo lahko že še govorili. Da se pa osredotočim na vaše vprašanje, ne, kateri so tisti elementi, kateri so tiste figure, recimo, ki so pri Prešernu godne za uglasbitev. Obilo je takih elementov, ki naravnost kličejo po uglasbitvi. Kot rečeno, eden najzaznavnejših je ritem. Prešern je ritmično in metrično tako raznolik pesnik, da predstavlja za skladatelje neizčrpno zakladnico, nenehen izziv. Recimo, če dam droben primer, baladni, plesni, amfibraški vers povodnega moža, ne, je od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, ne, in tako naprej, je kot nalašč komponiran za kak šestosminski takt valčka, recimo, ali pa polke, ne, ali moto glose, vzemimo moto glose. Slep je, kdor se s petjem ukvarja, ne, kranjec moj mu osle kaže, ki je tipičen primer glasbenega refrena, ker se na to ponavlja ob koncu vsak vers, recimo tega mota se na to ponavlja ob koncu naslednje 10 vrstičnice, pač po vzorcu španske romance. In tako je tudi ta vers, recimo, tipičen primer refrena, tako kot konci posameznih verzov večine Prešernovih gazel, ne. Pesem moja je posoda tvojega imena, mojega srca, Gospoda, tvojega imena. Tudi to je refren. In ne samo ritmično, tudi fonično, zvokovno, vokalično je Prešeren tako bogat, da se je glasbeno težko upirati njegovim verzom. Vzemimo recimo pesem Pevcu. Pevcu v sosledju svojih kitic in verzov upesnjuje samoglasniški trikotnik. A, E, I, O, U. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha, a. Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne, ne. I, O, U, stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Ta A, E, I, O, U seveda ni uglasitev znanega habsburškega akrostiha, ne, Austrije est imperare orbi universo, Avstrija naj vlada vesoljnemu svetu, ne, ampak stvaren dokaz teh prav muzikaličnih veščin pesnika, ki obvladuje to celotno glasovno vesolje. Dalje, recimo takšen glasben element je crescendo iz piana v forte in fortissimo, ki ga lahko zaznamo ob verzih v vodah Krsto pri Savici, ne, tam, ko Prešeren primerja Valhunov bes nad pogani, naraščanju deročega hudournika ob padanju v dolino. Ko se neurnik o povodni vlije, iz hriba strmega v dolino plane z derečimi valovami ovije, kar se mu zoperstavi,
se ne ugane in ne počije pred, da jes omaga, tak vrže se valhun na nekristjane. To je crescendo. Skratka, takih retoričnih figur, tropov, različja, ritma in metroma, če povem, z Župančičem je pri Prešernu v izobilju in to seveda potrjujejo tudi uglasbitve Prešernovih besedil. Od Prešernovih kvazi sodobnikov do danes, od Davorina Jenka prek torej Vilharja, ki smo ga prejle slišali, Lucijana Marije Škrjanca, ni vzvočil samo gazele, ki smo jih tudi slišali na začetku, ampak tudi sonetni venec, potem je Danilo Švara napisal celo opero Prešeren, pa vse do Kreslina in njegove Vrbe in čez se Prešeren torej redno, uspešno uglasblja in to v domala vsakem glasbenem slogu ali zvrsti, od resne glasbe do popa, džeza, od kantate do popevke. Hvala lepa. Torej, mislim, da je Prešeren zelo muzikaličen in mislim, da ga tudi recimo z te strani tudi zelo dobro, mislim, ga tudi zelo dobro poznamo, nismo pa poznali tako natančne analize, tako da res hvala. Omenili ste tudi to, kako težko je seveda prevajanje Prešerna in zaradi tega bi se jaz dotaknila take, recimo, zanimive teme. Torej, jaz sem enkrat na eni taki sličici, sicer res banalno na spletu, torej jaz sem na taki res banalni sličici prebrala, da brati prevedeno poezijo je kot stopiti pod tuš z dežnim plaščem. Torej, poetry in translation is like taking a shower with a raincoat on. Potem sem poizvedovala seveda in sem odkrila, da je to prizor iz filma Patterson Jima Jarmuscha in seveda s tako kritično povedjo se lahko kdo strinja ali pa tudi ne, jaz recimo se ne strinjam. Bi pa vas recimo vprašala, je branje torej prevedenih pesmi res tako nepomembno, tujeno, plehko, Kaj menite vi? In torej, če se res nekako izgubijo čar, zven in pomen poezije, ko jo prevajamo in kaj mora sploh prevajalec narediti, da se ti elementi ne izgubijo? Torej kompleksno vprašanje, ampak ta stavek, ki ste ga navedli iz filma Patterson, je treba seveda kontekstualizirati, ker sicer lahko zveni, strinjam se z vami, dokaj ponesrečeno. Ta stavek v filmu izreče japonski pesnik v dialogu s protagonistom filma Patterson, Jima Jarmuscha, ki ga pooseblja, mislim, da je igralec Adam Driver, to je tisti zlobnež iz Vojne zvezd, zadnjih epizod Vojne zvezd. Ta protagonist Patterson je avtobusni šofer, je tudi ljubiteljski pesnik in sredi parka v ameriškem mestu Patterson torej vpraša tega kolego Japonca, če ljubi poezijo. On odgovori, da poezijo pravzaprav diha, da je pesnik, ki piše izključno v japonščini in se ne prevaja v angleščino, ker če bi se prevajal, pravi, bi bilo, kot da bi stopil pod tuš svoje izvirne japonske poezije z dežnim plaščem na sebi. In to je do neke mere res. Prevod je vselej filter. Je filter med avtorjem in bralcem, je jezikovni dežni plašč, ki ograjuje bralca od resničnega teksta, od izvirnika. Poezijo je res najbolje doživljati v originalu. Vendar, ko je zaradi jezikovnega neznanja to nemogoče, je prevod edina in celo nujna rešitev. In zgodi se včasih, da je celo boljše od izvirnika.
Šibkost tega neravno posrečenega Jarmuševega aforizma o prevajanju je v tem, po mojem, seveda, da sploh ne upošteva kreativnost prevajalca, ki je v resnici pesnikov alter ego v ciljnem jeziku. Njegov prevod zato praviloma ni odbojno mrtev, brezčuten dežni plašč, ampak jezikovno, pesniško, nova, drugačna obleka, ki živi deloma tudi lastno življenje. Hvala lepa. Tako, seveda tudi, da ste se dotaknili filma. Res je, potem je seveda zgodba še bolj kompleksna in mislim, da je tako tudi zanimiv, zanimiv ogled. Še nekaj, seveda, glede prevajanja. Torej, mogoče je to res tako banalno vprašanje, ampak kako bi opisali torej moč literarnega prevajanja? Torej, znano je, da se prevodi navadno starajo, medtem ko naj bi se originalna besedila nikoli ne starala. In torej, zakaj je tako pomembno, da se v različnih obdobjih prevaja isto besedilo? In torej, kaj predstavljajo pravzaprav prevodi kot taki, če gledamo tako v jezikovni in kulturni sferi nekega naroda ali nasploh? Ja, torej, prevod je seveda umetniško dejanje, ki sodi v literarno zakladnico vsakega naroda. Meni osebno, kar se prevajalske estetike tiče, se zdi zelo produktivna tista misel Walterja Benjamina, ki je objavil tak esej o prevajanju v knjigi Angelus Novus, da mora prevod oplaziti predlogo, pravi Benjamin, kakor veter oplazi struno harfe, v zgolj neskončno majhni točki smisla, potem pa mora prevod svobodno nadaljevati svojo poustvarjalno pot. No, med scilo dobesedne zvestobe in karibdo poustvarjalne svobode si jaz vsaj plovbo prevoda zamišljam kot čim večje približevanje obalam izvirnika, ki jih ne bomo seveda nikoli dosegli. Ta nedosegljivost izvirnika je vzrok vedno novega in novega soočenja z besedili, po katerem sprašujete. Tudi jezikovnega soočenja, ker je jezik živa tvorba, ki se v času spreminja, zaradi česar se tudi prevodi postarijo in je treba avtorje vedno na novo prevajati. Recimo Jesihov Shakespeare zveni zagotovo današnjemu bralcu bliže od Župančičevega, čeprav je seveda Župančič mojstrski prevajalec Shakespearea. Ta večna nepopolnost prevoda je mik, je izziv samega prevajanja. Prevod je vselej nepopoln, ker je seveda sad izbir med izhodiščnim in ciljnim jezikovno-kulturnim kodom. Čim manj je odpovedi idealnim jezikovno-kulturnim rešitvam, tem boljši je prevod. Vsaka prevajalska izbira prinaša s sabo določeno žrtev. Recimo, da je prevajalec general pred bitko. Oceniti mora, ali se mu za končno zmago, ta končna zmaga je seveda čim večji približek idealnim obalam izvirnika, ali se mu splača žrtvovati to ali raje ono brigado svojih vojakov. Bo, na primer, prevod pesmi učinkovitejši, povednejši, če bo ta prevajalec general poslal smrt letalce Rime, ohranil pa pri življenju pehoto Metruma. Karkoli bo že storil, v zmagi je vselej tudi nekaj poraza.
In seveda, dober general ni tisti, ki zmaga za vsako ceno, ampak tisti, ki dobi bitko z najmanj žrtvami. Torej, kot smo slišali, prevod mora nekako nadaljevati svojo poustvarjalno pot, ne? In je torej vsaka izbira pri prevajanju izredno pomembna in skoraj usodna, ne? Če lahko tako rečemo. Jaz tudi mislim, se strinjam in mislim, da je prevajanje izredno delikatna zadeva in da se ga ne more lotiti prav vsak. Ne, tako. Še zadnje vprašanje, ki se še vedno nekako, torej še vedno povezano s tem, kar smo, torej s temo prevajanja, in mogoče tudi s to temo nekako, da mora prevod si nekako ustvariti svojo pot, ne. Torej, kakšno kulturno in jezikovno vrednost ima lahko vaš prevod Prešernovih poezij na avtohtonem slovenskem ozemlju v Italiji, torej v Furlaniji, Julijski krajini, in zakaj mora, torej po drugi strani, ta prevod nujno prečkati meje tega ozemlja, se nekako osamosvojiti in postati neodvisen? Ja, lepo vprašanje, zanimivo, no, to kakšna je kulturna jezikovna veljava mojega prevoda Prešernovih poezij za avtohtonce našega ozemlja, bodo morda doznali, dorekli bralci, ocenjevalci, kritiki, čas. Predvsem čas bo pokazal, če sem s to knjigo pač prispeval, kot upam, kaj vrednega v kulturno zakladnico italijanskega soseda, in posredno tudi celotne slovenske narodne skupnosti, kjerkoli pač že biva v Italiji, v Furlaniji, Julijski krajini ali pa v matičnem zamejstvu, kot sam pravim. Bi pa res bilo, kot pravite, vsaj koristno, če že ne ravno nujno, da prodre ta prevod čim dlje do soseda, ki mu je namenjen. Torej, onkraj meja tudi deželnega ozemlja, čez reki Tilment, Piave, tja do Milana, do Rima, do Firenc, do Palerma, Neaplja, ker je Prešeren pač tako univerzalen avtor, da je vreden širokega, čim širšega odziva, odmeva, poznanja. Prešeren je sicer tudi za Italijo in Italijane danes že literarni pesniški klasik. O njem poročajo literarne zgodovine, splošne enciklopedije, leksikoni in seveda kar zajetna slavistična in slovenistična literatura v italijanščini. Poleg tega razpolagamo v sosednjem jeziku tudi s precejšnjim številom prevodov Prešernovega opusa. Od leta 1878, ko je Giacomo Chiudina prvi izdal v antologiji Canti del popolo slavo poitalijanitev Prešernove pesmi Hčere svet, pa vse do danes je izšlo približno 20 monografskih in tudi antoloških knjižnih izdaj prevodov Prešernove poezije. Tako da je Prešeren poleg Srečka Kosovela med najbolj prevajanimi slovenskimi pesniki v italijanščino. Med prevodi velja omeniti prepesnitve Frana Pirmana, Luigija Salvinija, Franca Husuja, Đorđa de Pangerja. Zanimivost je mogoče tudi ta, da je bil Prešeren prej preveden v sosednji furlanski jezik kot v italijanščino. Eno leto prej je šel v furlanščini leta 1877 prevod njegovega soneta Življenje ječa, čas v njej rabel hudi, una prezon la vita il timp un boja. K poznavanju potem lika in dela Prešerna v italijanskem kulturnem prostoru so pomembno prispevali tudi
katere specifične izdaje, denimo monografski prikaz Borisa Paternuja, pesnikovega življenja in dela v italijanščini, France Prešeren, poeta Sloveno, ki je šel leta 1999 pri Goriški Mohorjevi družbi, ali pa zbornik Prešernjana, ki sem ga sam uredil s kolegico v Rimu. V Rimu smo tudi priredili mednarodni simpozij Dalla Lira di France Prešeren leta 2000 na Univerzi La Sapienza v Rimu. Toda izdaje, ki bi celovito, besedilno in literarno-zgodovinsko predstavila Prešerna italijanskemu sosedu, doslej še ni bilo. In morda je zato vrednost in novost moje tokratne edicije poezij, da odgovorim na vaše vprašanje, prav ta, da jo za razliko od predhodnih monografskih italijanitev Prešerna dopolnjujejo poleg prevoda še dve spremni besedi, recimo uglednih literarnih zgodovinarjev Borisa Paternuja in Elvija Guaninija, pa še obširen kritiški aparat s prevajalčevim pojasnilom, z opombami k posameznim besedilom, z navodili za izgovor slovenskih imen, s Prešernovo biografijo, z bibliografijo v italijanščini dosegljive literature o Prešernu, z imenskim kazalom in podobnim. Upam, da bo tako lahko italijanski bralec zdaj končno lahko v celoti spoznal, dojel in vzljubil Franceta Prešerna. Hvala lepa. Ja, mislim, da to je neko skupno upanje, pa še po takem predavanju mislim, da lahko res tudi mi sami začnemo znova gojiti nek nov pogled na našega, tako rekoč, večnega pesnika. Tako, to je bilo zadnje vprašanje. Jaz sem v imenu vokalne skupine Vikra in odbora vokalne skupine Vikra res zahvaljujem profesorju Košuti za današnjo prisotnost, ki nam je zelo dragocena. Mislim, da smo lahko res nadgradili svoje znanje, obenem pa tudi pobrskali mogoče po tistih kotičkih, ki so bili do zdaj neznani. Tako, če ima kdo kakšno vprašanje ali pa komentar, seveda kar na dan z besedo, bi pa prebrala mogoče en komentar s Facebook strani. Romana Derenčin piše: večno zanimiva tema, večen Prešeren, odličen dogodek, odličen profesor Košuta z izredno zanimivimi, izbranimi strokovnimi besedami. Hvala vam. Tako. Eden izmed komentarjev. Bi kdo kaj vprašal, mogoče mi režiserji povedo tudi, če se kaj dogaja tudi na Facebooku, recimo. Bi lahko tudi kaj preberemo, seveda, če bi rad kdo slišal zven in pomen prevodov profesorja Milana Košute. Marko Feri piše: čestitke Vikri za pobudo in seveda čestitke profesorju Milanu za neprecenljivo delo, ki si zasluži najobširnejšo pozornost. Tako. Seveda glasbeniki so še posebno pozorni torej na to delo, kar pomeni, da smo zadeli v bistvo, ne, danes. Tako. Hvala prijatelju Marku in seveda vsem za te spodbudne in lepe besede. Seveda glasbeniki so še posebej občutljivi na Prešerna. Moram reči, da sem sam zelo cenil Vilharjevo uglasbitev Nezakonske matere, ker sem se tudi sam poskusil z istim besedilom in sem ga uglasbil seveda popevkarsko. Smo ga pa potem izvajali tudi
naprej, najprej s klavirjem in glasom, ampak potem je pa Marko Ferri kot odličen kitarist tudi pridal pač svoje glasbene dragocenosti, tako da res je glasbeniki še posebej cenimo Prešerna. Tako. Mislim, da smo zaradi tega tudi danes smo veliko govorili tudi o tej povezavi, spojitvi nekako glasbe in pesmi, torej in poezije, in mislim, da je res zelo pomembno, da se tudi potem to poudarja. Na vse zadnje ima tudi zborovska glasba, torej kar obširen repertoar in ga včasih mogoče ne poznamo. Tako. Če ima kdo še kakšno vprašanje, naj se oglasi, drugače bom jaz nekaj vprašala še. Torej, če nihče nima še nobenega vprašanja, bi vas samo vprašala, se je res tako. Ja, prosim, Elena. Ja, pozdravljena. Hvala lepa, čestitam organizaciji za krasno inicijativo. Jaz sem želela vprašati profesorja Košuto, s kakšnim občutkom je profesor Košuta začel prevajati poezije, Prešernove poezije, in s kakšnim občutkom je potem profesor zaključil te prevode. Kako je bil občutek, kaj si je pričakoval in kako je doživel ta proces, ki ga je potem tako suvereno in krasno zaključil. Hvala lepa. Hvala za vprašanje, Elena. Torej, tako bom rekel, začelo se je malce za šalo, malce za res, ampak iz poklicnih razlogov. Namreč za predavanja sem pač potreboval tudi za predavanje v italijanščini prevod soneta Memento Mori in tako sem se najprej lotil, bom rekel, poskusno tega soneta in ga skušal prevesti pač v italijanščino in posredovati potem tudi svojim študentom v Rimu, v Trstu. In od takrat dalje se nekako nisem več mogel odtrgati od Prešerna, nisem mogel več se ubraniti sirenam njegovega petja. Prevajal sem dalje s kakšnim občutkom, z občutkom velike sreče pravzaprav, zaradi tega, ker je Prešeren pesnik, ki nagrajuje prevajalca z biseri njegove poezije, predvsem s strnjenostjo, s semantično nabojnostjo njegove poezije, njegovega verza. Lotman bi mogoče dejal, da je v vsakem verzu koncentrirana estetska informacija pri Prešernu, da je njegov vers ocean v kaplji. In to me je seveda osrečevalo sproti in opogumljalo, tako da sem po tistem sonetu nadaljeval. Rabil sem približno 10 let, zato da sem potem prišel do konca poezijam, ki jih seveda nisem prevedel v celoti, ker sem izpustil Lenoro. In to za tega del, ker je Lenora že v izvirniku prepesnitev Burgerjevega izvirnika in torej bi šlo za prevod prevoda. Tako da sem to opustil. V strahu sem bil marsikdaj, recimo tudi pri prevajanju še zlasti sonetnega venca, ker sonetni venec je bilo treba pač prevesti od repa do glave, tako rekoč, od nazaj, torej od konca proti začetku, od magistraleja proti prvemu sonetu.
najprej je bilo treba torej prevesti magistrali z akrostihom in potem trepetati do zadnjega, da se bo vse skupaj šlo in da bodo tiste rime, ki sem jih ubral torej v prevodu magistraleja, tako odprte, da bodo omogočile še potem prevod zadnjega, prvega soneta. K sreči se je potem to izšlo in tako sem potem julija 2019 do 2019 torej dokončal celoten projekt in dostavil prevodu zadnjo piko z občutkom torej velike sreče in potešenosti, ker je Prešeren torej tako bogat avtor, da prevajalca vse skozi nagrajuje. Hvala, profesor. Če je mogoče še kakšno vprašanje, kar nadam z besedo, seveda. Jaz sem v bistvu hotela vprašati, kako dolg proces je bilo to, ampak ste delno tudi že odgovorili. Tudi na Facebooku nas spremlja preko 30 ljudi. Tako da zdaj čakam še na en komentar. Nika Čok sprašuje. Profesor Košuta, čestitam za izjemen prevajalski podvig. Katera je vaša najljubša Prešernova pesem? Ja, veliko jih je, veliko. Težko bi se odločil za katero izmed njih, ampak vendarle se mi zdi, da mogoče mi je najbolj pri srcu Povodni mož. In to zaradi tega, ker tudi v italijanščini se mi zdi, da sem uspel ohraniti tisti plesni ritem, ki je tako značilen za to balado in ki torej tudi prevajalca kot glasbenika torej na nek način nagrajuje. Zdi se mi, da bi se mogoče odločil prav za to in torej moja najljubša naj bo tokrat Povodni mož. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje mogoče? Ali komentar? Ali kritika mogoče? Vse se lahko zgodi. Tako. Če ima kdo še mogoče kakšno željo, da bi kaj prebrali, naj se kar oglasi. Drugače pa bomo seveda prešerno zaključili današnji večer. Tako. Če bi mogoče tudi vi kaj prebrali, seveda, profesor Košuta. Lahko, karkoli na željo občinstva. Če želite, torej kakšno ljubezensko, no. Ja, jaz sem hotela isto. Pa dajmo potem je od veseljega časa teklo leto. V redu? Sonet. To je ta sonet, v katerem torej Prešeren nekako sporoča oziroma skuša se spominjati prvega srečanja z Julijo Primic, in sicer 6. aprila 1833 v cerkvi v Trnovem. Takrat naj bi jo bil prvič srečal, literarni zgodovinarji o tem dvomijo. Pravijo, da je mogoče srečal že prej, leta 1831, da je skoraj gotovo že prej poznal in tako. Je pa Prešeren želel poudariti v tem sonetu vzporednost s Petrarko in z njegovim srečanjem z Lauro de Noves v Avignonski cerkvi, ki je potekalo torej stoletja prej, seveda sredi Trecenta, prav tako 6. aprila.
In torej, če dovolite, bi za zaključek, ker vsi poznamo pač slovenski izvirnik, prebral pač svojo poitalijanitev. Da che a Betlemme d'angeli l'avvento la fine della notte ha osannato, correva l'anno con in sé sommato il 33 col doppio 900. Fu sabato di Pasqua il momento quando il sepolcro sacro e venerato, per chiese tue, Lubiana, ho camminato, finché alle 10 entrai in quel convento. Ternovo, a nome quell'infausto luogo in cui mi fu dolore generato da un paio d'occhi ardenti in puro rogo. Quando ella entrò nel tempio rischiarato, scintilla nel mio cuore ebbe sfogo che spegnere a nessuna forza è dato. Hvala lepa, čudovito, hvala. Tako, tudi našim 40 sledilcem na Facebooku, prav lep pozdrav seveda. Težko je ta predavanja skupaj z dvema, ne? Tako, dobro. No, Morate biti multitasking. Tako, ja. To je zdaj, ja, lejte, kriteriji se spreminjajo in zdaj mora biti marsikdo tudi tak, ne? Tako da ja. Dovolite, da se vam za konec torej najlepše zahvalim, Ester, da se poslovimo torej od gledalcev, poslušalcev, od vseh tudi za zahvalo seveda Vikri, zboru, vsem njenim članicam, še posebej maestri Petri Grassi, glasbeni matici in kot rečeno vsem sledilcem tudi po Facebooku, ki ga jaz sicer nimam, ampak ga toliko bolj cenim vas, ki ga znate upravljati. Tako, torej lep večer vsem, hvala, da ste bili z nami. Torej, spominjam vas, da je naslednji dogodek na vrsti 24. marca, ko se bodo 3 pevke vokalne skupine Vikra, in sicer Elena Kabukli, Ilaria De Bortoli in Cecilia Zoratti, pogovarjale o enakosti spolov. To je tema, ki je Vikri še posebno pri srcu, torej je za Vikro še posebno pomembna. Tako. Hvala lepa vsem in res lep večer, pa lahko noč.